Torej, ime mi je Luka Uršič. Tukaj smo v Kinu Šiška, kjer predstavljam v bistvu svoja dela pod naslovom The People Are Dreaming. Razstava je v bistvu sestavljena iz manjših kosov, manjših lightboxov oziroma nekih dioram, ki sem jih začel razvijati, ko sem imel razstavo v Channel Zero. V bistvu tam sem imel nek omejen prostor, v katerem sem lahko delal, torej zelo majhen prostor, 40 krat 20 centimetrov, in sem se odločil narediti lightbox. Potem pa mi je postala ta forma všeč in sem jo nekako razvijal še naprej. Trenutno delam v operi kot slikar scenografije, kar pomeni, da imam tudi dosta opravka z nekimi maketami. In sem delno črpal navdih tudi iz teh maket, ki sem jih v preteklih 4 letih imel možnost videti. Tako da bi lahko moja dela tudi bila v bistvu neke vrste skice za večje scenografije. Torej, sama vsebina teh lightboxov so neke podobe, ki jih predvsem črpam iz svojih sanj, delno tudi iz nekih mogoče otroških spominov, ampak se to vse pomeša v nekem trenutku. Hkrati pa so ena dela navdihnjena tudi iz samih predmetov, ki jih najdem, bodisi na Bolšjem sejmu ali pa v kitajski trgovini. V bistvu sama zgodba nočem, da je preveč očitna. Rad pustim ljudem, da najdejo nek svoj pomen v teh podobah, ki so pa vseeno dovolj sugestivne, da mogoče namigujejo na nekaj, kar pa vsak mogoče ne bo mogel prebrati. Zdaj, nekaj v samih likih. Tu imamo trikotnik, ki že sam po sebi nekako sugerira mogoče na božanstva, na sakralno geometrijo. Pol je tu kipec Marije, ne vem čisto zakaj. V bistvu imam že od otroštva nek čuden connection z podobo Marije, z Jezusom. Potem so pa tu, ne vem, najdeni predmeti, igrače iz otroštva, vojački, s katerimi se igraš kot Bog, ko si mali. Sama postavitev tukaj v Kinu Šiška je v bistvu zelo podobna neki Instagram/Ikea estetiki. Ogromno je rož, ki se zadnje čase ful pojavljajo tudi kot nek estetsko-umetniški element na javnih omrežjih. Všeč mi je ta estetika, hkrati mi je všeč to, da je zelo razosebljena. V bistvu, ko pristopiš do samega dela, šele začneš uvideti, da je
je tam neka vsebina, da se tam nekaj dogaja. Navzven izgleda zelo hipstersko, mogoče. In meni osebno se je zanimivo igrati s to estetiko. Se pravi, v osnovi naredim nekaj, kar je lepo na pogled, ko pa stopiš bližje, pa si lahko vzameš čas, pa najdeš neke globje stvari. Delno sem se odločil tudi za tako postavitev zaradi samih sredstev, ker jih ni. Prostor je velik, zato sem poskušal narediti en objekt, ki bi funkcioniral kot neka celota, kot nek kip. Tukaj so pomembne luči, ker so vsi boksi osvetljeni, nekako dinamično spreminjajo barve. V bistvu me tudi ta aspekt zanima. Zdaj, v tem primeru bi si želel, da človek pristopi iz različnih kotov, da lahko na tak način opazuje, pa najde nek svoj kader, ki mu odgovarja. Želel bi si tudi večjo postavitev, kjer bi lahko človek dejansko stopil v te prostore oziroma te medprostore. Pač pri scenografiji v teatru je vedno neka nevidna stena vmes. Ti vedno gledaš na oder, v bistvu si res odtujen opazovalec, pa na nek način si tudi tukaj, ker gledaš v bistvu v mojo glavo od daleč. Ampak se mi zdi, da pri taki postavitvi mogoče vseeno lahko vzpostaviš nek bolj intimen stik. Kar me zanima. Mislim, da tudi ni treba definirati vsega, kar delaš, vsega, kar ustvarjaš, ker je dostikrat subjektivno in intuitivno in ne rabi razlage. V bistvu bolj delo ponuja lastno interpretacijo in vabi, da sam stopiš v ta svet, ki sem ga ustvaril in ga soustvariš za svojo domišljijo. Tak je.